Kljub polemikam v javnosti šolniki zadevo dojemajo popolnoma drugače, saj se za prihodnost šolskih tekmovanj ne bojijo. Mislim, da se to ne bo zgodilo, kar ste predvideli, da se bodo stvari bodoče uredile, da se bo vseeno tekmovanja, da bodo financirala vse strani države. Če pa bi se to zgodilo, pa bi to seveda bilo zelo žalostno za marsikaterega otroka in pa seveda ta tekmovanja na nek način spodbujajo otroke, da se na svojih močnih področjih dodatno izobražujejo in seveda cel sistem v osnovnih šolah je tako naravnan, da delamo z nadarjenimi, ki se potem lahko tudi preizkusijo z vrstniki oziroma se izmerijo svoje znanje z vrstniki iz cele države in potem seveda v nadaljevanju v višjih razredih oziroma v srednjih šolah celo na nivoju Evrope in sveta. Navedbe nekaterih organizatorjev šolskih tekmovanj, kot sta Zveza za tehnično kulturo Slovenije in Društvo matematikov, fizikov in astronomov, demantirajo tudi na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo. Zavod ne ukinja ne financiranja, ne sofinanciranja. Torej zavod sofinancira in bo sofinanciral, dokler bo imel za to zagotovljena proračunska sredstva tekmovanja tudi vnaprej. Šolska tekmovanja so pomemben del šolskega sistema, zato je v interesu vseh, da se izvajajo tudi v prihodnje. V šolskem sistemu imamo učence, ki so na nekaterih področjih izjemno nadarjeni oziroma so dobri in seveda zdaj znotraj samega pouka težko pokrijemo vse te nadarjenosti, zato imamo tudi dodaten program, kjer pa to poskušamo. Torej, eden od teh je tudi priprava na tekmovanja, seveda tu so še interesne dejavnosti in druge oblike, kako dvigovati znanje teh otrok. Pri šolskih tekmovanjih gre predvsem za popularizacijo določenih predmetov, zato se po besedah Orehovca iz njihove šole tekmovanj udeleži več kot polovica učencev. Določenih tekmovanj tudi celotni razredi. Zato je prepričan, da gre pri tej zadevi za nesporazum oziroma nek konflikt med različnimi akterji. Če sem prav razumel, razpis da Zavod za šolstvo. Nanj sta se pa prijavila dve močni organizaciji, ki sta zelo vpeti v izvajanje teh tekmovanj, Zveza za tehnično kulturo in pa Društvo matematikov, fizikov, astronomov. Seveda zdaj, če sem jaz to prav razumel, Zavod za šolstvo očita dvojno financiranje. Temu pritrjuje tudi direktor Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. Znesek sredstev od šol preseže strošek tekmovanja, potem ni več ta izvajalec upravičen za sofinanciranje. Če vam konkretno povem, v posameznem primeru, torej ko tak prispevek iz šol preseže dvakratni znesek vrednosti tekmovanja. In v takem primeru tekmovanje izpade. Ker Zavod Republike Slovenije za šolstvo tekmovanja financira za nazaj, po besedah direktorja v letošnjem šolskem letu ni bojazni, da bi kakšno tekmovanje odpadlo. Prav tako je prepričan, da se kaj takšnega ne bo zgodilo v prihodnosti, saj organizatorjev šolskih tekmovanj več. Prav tako ne bo nihče ogrožen pri pridobivanju državnih štipendij, vezanih na uspehe na šolskih tekmovanjih.